Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci, v še eni oddaji Vita življenje je lepo. Tokratno bomo pričeli na ekosocialni kmetiji Korenika v Šalovcih, natančneje v njihovem čudovitem zeliščnem vrtu. Nadaljevali bomo s pogovorom z zakonskim in družinskim terapevtom. Slišali boste, kako lahko na najboljši možen način preživite prihajajoče praznike in tudi različna druga družinska praznovanja. Zaključili pa bomo z nasveti za različne pomladne tegobe, ki tudi tokrat prihajajo iz pomurskih lekarn. Dobrodošli v naši družbi. Ekosocialna kmetija Korenika je svoje poslanstvo začela nekako udejanjati že pred 13 leti, sva izračunala, Goran Milošević. Kar dolgo je že nazaj. Kako se spominjate teh začetkov? Pa če pogledamo recimo fotografije od takrat pa od zdaj, se je ogromno vsega zgodilo. Ja, ogromno. Zgodilo se je, po mojem mnenju, vsaj za 50 let, glede na pričakovanja, ki smo jih imeli takrat ob začetku. Ob začetku je obnova ekosocialne kmetije Korenika sodila v kontekst nekih socialnih projektov, se pravi o tem, kako zagotoviti delovno mesto za ranljive skupine, hkrati kako zagotoviti neko dejavnost, ki bo povezana z lokalnim okoljem, ki bo izkoriščala neke priložnosti, ki so skozi preteklo zgodovino, polpreteklo zgodovino nekako zaspale. In ko smo začeli to odpirati, nismo pričakovali vseh teh zakladov in možnosti, ki so se nam ob tem odprle. Mislim, da nihče, ki je bil takrat vključen v to, ni pričakoval, da bo razvoj šel v to smer, kot je. Mi pa smo danes zelo zadovoljni, da smo se sami v tem procesu obogatili in da lahko veliko tega ponudimo tudi ne samo ljudem, ki so tukaj zaposleni, okolju neposrednemu, ampak tudi vsem obiskovalcem, ki želijo priti k nam na obisk. Ena izmed pomembnih dejavnosti, aktivnosti, ki je nastala v tem procesu, je zagotovo vaša blagovna znamka, ki jo širša javnost zelo dobro pozna, in izdelke, ki jih izdelujete, prodajate pod to blagovno znamko, pa vendar niso samo izdelki. Trend je takšen in tudi ljudje se vse bolj želimo vrniti k naravi, vrniti na podeželje, doživeti vse nekako pravimo ena na ena, tisto najbolj pristno, kar je mogoče, in takšno doživetje, takšne aktivnosti pripravljate nekako skozi vse leto, najbolj aktivno seveda v sezoni, tudi na Koreniki. Ja, izdelki, ki jih ponujamo na ekosocialni kmetiji Korenika, so seveda res že prepoznani v naši celotni Sloveniji, posebej pa seveda tudi v Pomurju, in odražajo neko kakovost, lokalno kakovost, hkrati pa tudi ekološki pristop k kmetovanju in tudi k predelavi. Seveda pa je Korenika mnogo več kot samo njeni izdelki. Prav v ta namen smo se usmerili tudi v ponudbo na področju turizma, se pravi, odprti smo za skupinske obiske, kjer se skupinam prilagodimo. Predvsem želimo predstaviti našo naravno in kulturno dediščino tega območja in seveda aktivno vključenost naših gostov v delovanje na kmetiji. Za njih pripravljamo različne vrste delavnice z področja zeliščarstva, urejanja vrtov, priprave mazil, kulinarične delavnice in tako naprej. Poleg tega imamo tudi zelo odlično gostinsko ponudbo, tako da v sklopu teh delavnic oziroma obiskov seveda sodi normalno tudi to, ponudbo naših sokov in čajev, pa tudi kakšni drugi pijači iz okolja, ki so pač tukaj na voljo. Veliko tega je pri nas. Kar pomeni, da na delavnicah, na podobnih aktivnostih znanja, ki ste ga pridobili tekom let, ne skrivate, pač pa ga radi delite z drugimi. Ne, zato ker to znanje smo mi sicer pridobili, vendar v osnovi nekako imamo občutek, da ni naše. Tako kot to nekako skozi zgodovino ali pa skozi duhovno dediščino tega območja si ne moremo lastiti, ampak ker lahko pravzaprav samo delimo v eni obliki, ki je primerna za današnji čas. Tako da smo glede tega zelo odprti, se tudi prilagajamo posameznim skupinam, glede na to, kaj točno konkretno želijo, tako da se na ta način uskladimo. Poleg tega pa organiziramo tudi posamezne dogodke, ki so na nek način postali stalnica.
pri nas. Tako da, naprimer, vsakoletni spomladanski ekofestival, ki bo tudi letos 18. maja potekal na Koreniki. Potem imamo jesenske dogodke in seveda tudi posamezne delavnice. Pri nas deluje medgeneracijsko središče Štorkla, kjer, bom rekel, zdaj že skoraj na dnevni bazi se nekaj dogaja in to je vse, kar ponujamo tudi našim gostom. Še posebej za otroke je najbrž zanimiv tudi živalski park, ki se nahaja v neposredni bližini, ker delavnice, ki jih pripravljate, so namenjene zelo različnim starostnim skupinam. Tako, namenjene so zelo različnim starostnim skupinam in zelo različne se jih tudi udeležujejo. Tako da mi imamo tradicionalno otroško poletne počitniške tabore, potem seveda v tem času, ki prihaja spomladanskem, imamo zelo veliko tudi šolskih skupin, ki izvajajo pri nas programe naravoslovnih dni in seveda imamo to pedagoške podlage za to, da pač pridobijo otroci en stik, neposredni stik z naravo, ne samo tisto teoretično, kar se lahko v šoli naučijo, ampak neposredno doživetje tako rastlinskega sveta, kakor tudi živalskega. Živalski park se nahaja kje? Živalski park se nahaja v bistvu čez cesto od glavne zgradbe Korenika oziroma posestva Korenika in pravzaprav sodi v celoto ekosocialne kmetije Korenika, kajti mi nismo samo na enem koncu, ampak se širimo tudi čez cesto. In je v okolici kmetije Roceni, ki je zaščiteni spomenik kulturnega pomena in ga v tem duhu tudi obnavljamo, v tem duhu mu dajemo tudi vedno nove in nove vsebine. Zdaj se nahaja v sredi tega čudovitega zeliščnega vrta in v nadaljevanju, takoj po najinem pogovoru, si bodo gledalke in gledalci lahko ogledali prekrasen film, ki je nastal prav o zeliščnem vrtu, vse od njegovih začetkov pa do zdajšnjega časa, skozi vse 4-letne čase pravzaprav. Ja, zeliščni vrt je na nek način srce Korenika, zato ker nastaja izpod rok praktično vseh, ki na Koreniki delamo. To je en tak skupnostni vrt, ki ga skupaj ustvarjamo, hkrati predstavljamo v tem vrtu možnosti, bom rekel, različne oblike gojenja zelišč, hkrati zelišča gojimo, se pravi, ljudje tudi tukaj delajo, tukaj nastaja tudi naš pridelek, hkrati pa je to tudi prostor za druženje, sprostitev, za izvedbo posameznih aktivnosti, o katerih smo že prej govorila in na nek način je to tisti najmočnejši povezovalni element, ki Koreniku povezuje in zelo smo veseli, da smo v preteklih 2 letih pomembno obnovili, nadgradili ta zeliščni vrt. Seveda ta proces ni končan, kot pač življenje vedno teče naprej. Kot v naravi tudi nikoli nič ni končano. Tako, ampak se na nek način vrti, pa vendar se ne ponavlja, ampak je vedno nekaj novega. Predvsem pa je novo to, da se ljudje skozi življenjsko izkušnjo nekaj naučimo in ta vrt ponuja ravno to priložnost vsem, da pridejo, da ne samo vzpostavijo stik z naravo, tudi z nami, ampak tudi med seboj, z ljudmi in da nekaj tudi odnesejo, s tem, da tu ne ostane manj, ampak tu ostane več. Tako da vabljeni vsi, ki jih seveda to zanima in seveda upam, da bo tudi ta naša predstavitev skozi film neko dodatno vsebino vnesla in neko dodatno kakovost. Hvala lepa, Goran Milošević, za ta pogovor. Gledalke in gledalci, vi pa nikar ne spreglejte tudi kakšnega pomembnega nasveta, ki ga boste videli v filmu v nadaljevanju, saj ga lahko s pridom uporabite tudi v domačem okolju. Korenikino poslanstvo je dejavno vključevanje v varovanje okolja kot življenjskega prostora prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst.
Vztrajno raziskujemo in negujemo modrost o trajnostnem gospodarjenju z naravo, ohranjamo njeno značilno biotsko raznovrstnost ter nudimo podporo stabilnosti ekosistema. Ustvarjamo v sožitju z naravo. Človeka in njegovo življenjsko okolje na pristen način vračamo v njun prvobiten odnos ljubezni, medsebojnega spoštovanja in sožitja. Vse, kar ustvarimo, je namenjeno krepitvi biotske pestrosti narave in smislu človekovega dela, ki ga vrača k naravi. Naravi pa vrača življenje. Ljudje imamo neko prirojeno lastnost, da radi urejamo svojo okolico. Urejamo svojo najbližjo okolico, urejamo tudi širšo okolico, urejamo tako rekoč ves svet. Ampak tak najbolj mogoče vsakdanji, najbolj intimen izraz našega urejanja okolice je vrt. Načrtovanje vrta se je začelo z idejami, z množico idej. Vsak sodelujoči pri nastanku je dodal svoj delež, ki smo ga potem zaokrožili v neko celoto, ki je najbolje ustrezala vsem skupaj. Poskušali smo ustvariti neko pestrost, ki jo najdemo tudi v naravi, se pravi, da je čim več različnih motivov, čim več različnih načinov, na kakšne lahko rastline rastejo. Ko smo naredili načrt na papirju, smo potem te ideje prenesli v naravo, v dejansko prostor. Najprej je bilo treba seveda vse izmeriti, določiti prostorsko, kje bodo posamezni elementi, kje bodo grede, kje bodo poti. Delo je potekalo s pomočjo vrvic, metrov, količkov, s katerimi smo označevali meje. Na koncu smo pa še vse zarisali s pomočjo apna, tako da so bile dejansko črte vidne na površini. In potem, ko smo začeli z zemeljskimi deli, se pravi, kadar smo začeli z premetavanjem zemlje ali ročno ali z pomočjo strojev, se je točno vedelo, kje bo posamezen element in smo potem lepo po načrtu to delali. Dodajali smo sproti tudi recimo obrobe gredam, dodajali smo material v grede, v gomilastih gredah recimo je organski material, so veje, slama, kompost. Eden izmed elementov na našem vrtu so terasaste grede. Te grede so umeščene na strmo pobočje. Z oblikovanjem teras namreč pridobimo tudi na strmini boljše obdelovalne površine, ki so lažje in za nas za obdelovati, se pravi, so bolj ravne in za rastline tam lažje rastejo. Tu smo posadili mediteranske trajnice, sivko, vrtno materino dušico, žajbelj, dobro misel. To so namreč rastline, ki rabijo nekaj več toplote, ki so prilagojene bolj mediteranskemu podnebju. Pri nas pa mogoče malo zmanjkuje te toplote in na takih pobočjih s terasami jim najbolj ustreza. Na zeliščenem vrtu so zbrane rastline iz zelo različnih ekoloških razmer. Zelišča namreč spadajo v različne botanične skupine, spadajo v rastline iz različnih geografskih področij. Mi pa jih posadimo potem vse v en vrt in zato je dobro, da prilagodimo posameznim rastlinam njim primerna rastišča, da za njih na njim primeren način skrbimo. Skrb za enoletnice in skrb za večletnice je drugačna. Enoletnicam ustreza prekopana zemlja, ustreza gola zemlja, ustreza množična razpoložljivost hranil.
in pa močna izpostavljenost recimo soncu, padavinam, medtem ko trajnice potrebujejo bolj kompleksno, bolj zaščiteno okolje. Trajnice živijo, rastejo tam, kjer so tla neprekopana, kjer je bogata plast humusa, ki nastaja z odmiranjem listov, stebel, se pravi nadzemnih delov. Tako da na velikem delu našega vrta posnemamo to dogajanje v naravi. Na grede dajemo organski material v obliki slame, lahko tudi listja od kosa, trave, ki služi kot zastirka, ki služi kot obramba pred prevelikim izsuševanjem, pred rastjo rastlin, ki jih ne potrebujemo na vrtu, ščiti pred premočnim sončnim obsevanjem in pred močnim mrazom. Poleg tega se pa ta zastirka razkraja in nudi hranilne snovi za novo rast rastlin. Čez celo leto pa je čas za pobiranje cvetov, plodov, listov, zeli, lubja. Se pravi, pridelkov je mnogo, vsak zahteva nek svoj način, svoj pristop k pobiranju. Recimo cvetove pobiramo takrat, ko so lepo razprti, liste, ko so lepo zeleni, cvetoče zeli tik pred cvetenjem, lubje pa nabiramo takrat, ko rastline komajda poženejo spomladi. Tako da prilagodimo naša opravila razvoju v naravi. Ena izmed najbolj izrazitih človekovih potreb je potreba po lepem. Ljudje imamo radi nekaj, kar je lepo, kar nas nekako nam da občutek, da smo v harmoniji z naravo, z stvarstvom, in potem se lažje sprostimo, lažje zadihamo, lažje kaj lepega ustvarimo. Vrtovi zadovoljujejo torej te naše duhovne potrebe z svojo lepoto, z svojimi vonjavami, okusi, z skladnostjo oblik in barv. Za razliko recimo od nekih čisto pridelovalnih vrtov, kjer je namenjen vrt le pridelavi pridelkov, se na takšnih vrtovih, kot je ta, posveča več pozornosti tudi drugim elementom, kot so recimo klopce, kot so mlake, kot so razni labirinti, kjer lahko človek malo se spočije, malo pogleda to naravno stanje in se malo oddahne od vsakodnevnega življenja. Ko se rastline pripravljajo na zimsko spanje, na gredah rastline zaščitimo z zastirko, hkrati pa je potem že tudi čas, da naredimo načrt za novo sezono, pripravimo semena, pripravimo količine potrebne za vzgojo sadik, naredimo načrte za kakšne nove elemente, da bomo potem spomladi, ko se vse začne dogajati zelo hitro, imeli to pripravljeno in bo delo steklo. Ta vrt smo naredili z namenom, da bi čim bolj povezali naravo in človeka, da bi se oba dobro počutila, da bi živela v neki skladnosti, v nekem medsebojnem sožitju, v katerem bo spoštovana vsaka oblika življenja. Spomladi bo zeliščni vrt na novo vzcvetel. V sodelovanju z naravo ga bomo oblekli v čudovite barve, v njem uživali in prejemali njegove zdravilne darove. Obiščite nas in si ustvarite svoj zeliščni vrt tudi vi.
Andrej Omulec, zakonski in družinski terapevt, veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v oddaji Vita življenje je lepo. Dober dan. Pozdravljeni in hvala za tako lepo predstavitev. Tik pred velikonočnimi prazniki smo, zato smo se nekako odločila, da bo tudi tema današnjega pogovora, pa ne prav velikonočni prazniki, pač pa praznovanja v družini, ki je nekako še vedno, ali si vse želimo, da bi še vedno bila tista osnovna celica. Ja, v bistvu prazniki so skozi ena lahko lepa oziroma najlepša neka skupno druženje pač družinskih članov, ne. Lahko je pa tudi najbolj nekje boleča, travmatična oziroma tista izkušnja, ki nas skozi nekje potolče oziroma skozi nekje nam daje en občutek, da je z nami nekaj narobe, da mogoče nismo zaželeni v neki določeni družinski skupnosti oziroma da smo skregani z določenim družinskim članom, ne. Tako da se nam lahko ob teh praznikih, ob pač vseh praznikih, ne, še predvsem ob božiču recimo, ne, prebujajo najrazličnejši, ne vem, kjerikoli že notranji občutki ali skrajnega veselja, sočutja, nežnosti ali skrajne groze, bede in bolečine. Zakaj prihaja do tega, da se predvsem ob praznikih, ob praznovanjih nekako zazremo vase? Nas je potrošništvo pripeljalo do tega ali smo takrat še posebej občutljivi, še posebej ranljivi? Zakaj je temu tako? Ja, verjetno prazniki, ne, so že mogoče bili tudi malo pred potrošništvom in malo pred vsemi temi pač zadevami, katere so v današnjem času najbolj aktualne, ne. Se pravi, da vsi ti prazniki so nekako bili vedno namenjeni človeku, ne. Se pravi, da človek nekje lahko tam ob teh praznikih pride nekje sebi nasproti, ne. Se pravi, že če gledamo, ne vem, mogoče to našo krščansko vero, nekaj pač v tem okolju nekako najbližje, ne, so vsi ti prazniki bili namenjeni človeku, ne vem, že od samega krsta dalje, potem je Birma, potem še obhajilo vmes, ne. In je vedno pač to bilo namenjeno, da se človeka nekje, oziroma krst, da se človeka sprejme, Birma, da se človeka potrdi, da odrašča, ne. Se pravi, vsi ostali prazniki, kot je Božič in Novo leto in Velika noč, ne, so prav tako... Zadnje tudi praznovanja rojstnih dnevov in tako dalje, ne? To pa še verjetno najbolj, podobne stvari. Sigurno, da še tam veliko najbolj, ne, zaradi tega, ker pač to je le naš neki osebni praznik, kjer se nekje poglobimo v sebe, mogoče kako misel za nazaj utrnemo oziroma naredimo neke plane za naprej, ne. Delamo inventure, ne? To je hitek skozi, še posebej v novem letu, ne, ko na nek način si zadamo neke nove zaobljube, kar je definitivno pozitivno, ne, da lahko potem iz tega črpamo vsaj nekaj časa, ne, dokler nam pač ta motivacija toliko ne upade, da kar malo prenehamo, ne, ampak je vedno pomembno, ne, pač to nekaj na novo, nekaj znova, ne. Seveda so tudi ti prazniki, ki so zdaj pred nami, lahko nekaj novega, ne, da lahko začnemo na novo, tudi pomlad se je prebudila, ne. A lahko tudi tukaj začnemo kaj na novo, mogoče poglobimo neke naše družinske odnose, poglobimo neke odnose partnerske, ne. Se pravi, je to ena velika priložnost, da nekje pač po vsem tem postu, ne, ker tudi post je del praznika, ne, v večini kultur oziroma tudi v večini ver, ne, da se nekje malo telo pač očisti vsega tega, ne. A lahko zdaj potem začnemo nekaj graditi na novo, ne, se pravi, da neko ognjišče sčistimo, ne, in da lahko potem na novo zakurimo, to bi ne bil neki post, ne, se pravi, da je to del tega prihajajočega praznika, ne, se pravi, da je tudi lahko del tega našega nekega novega odnosa, ne, da prvo pometemo vsak pri sebi oziroma da starša pometeta skupaj v svojem pač starševskem oziroma partnerskem sistemu in potem še pač pomagata otrokom, kateri dejansko sami dostikrat ne zmorejo pomesti pred svojimi pragovi, ker so še toliko premajhni, ne, in da so starši tiste luč, ne, ki lahko te otroke pač popeljajo naprej oziroma jim pomagajo, kako naj rečem, zregulirati te svoje notranje občutke, ne, in jim pomagajo, da so tudi oni lahko tam v družinskem krogu nekako srečni, ne. Če sta starša srečna, so tudi otroci, ne. To še vedno velja. Ja, mislim, da to odskoz, ne. Kako naj bi se družina, pa ne samo družina, tudi partnerja, zakonca, pa potem s svojimi otroki, kako naj bi se pripravili na praznike, da ne bi bilo to preveč, včasih ugotavljamo, ne, da je vse skupaj preveč potrošniško naravnano in da je vse skupaj preveč stresno, tudi zato, ker stremimo k neki perfekciji, k neki idealni sliki, potem praznični, družinski, ne, in se zna hitro zalomiti v katerem koraku, pa se stvari obrnejo na glavo. Kako naj bi se
nekako pravilno, saj najbrž pravil napisanih ni, ampak kako naj bi se najbolj primerno pripravili na različna praznovanja? Ja, kot ste dobro rekli, pravil ni, ne. Se pravi, da vsaka družina neka svoja celica, neki svoj individuum, ne, ki je hkrati odprta za okolico in hkrati pač primerno zaprta, da glih vse ne gre iz družine, ne, da glih vsak ne ve o vsakem, ne. Sigurno je tukaj pomembno, ne, kako se starša dogovorite, kako bojo pač praznovali, ali bojo praznovali v pač luči vere, ne, ali bojo praznovali v nekem drugem pač vzdušju, ne, je sigurno odvisno od njih, ne. Sigurno so pa ti prazniki pomembni zaradi tega, da se vsi malo umirimo, ne? Ker to bezlanje levo, desno vsak dan je definitivno pomembno, da pride tudi do nekega zlitja nazaj z družino, kar otroci vedno in skozi hrepenijo potem, ne? Tudi v šoli, na primer, ko prenesejo vse svoje neke notranje občutke tesnobe, ne? In tam dajo ven učiteljicam oziroma učiteljem, ne? Je definitivno pomembno, da ti prazniki pač lahko pridejo do tega, da se vse skupaj malo umiri, ne? Da se celoten družinski sistem malo umiri. Kaj je pa prav, ne? Na kje način praznovati? Sigurno otroci ne rabijo ne vem koliko že pač teh igrač, ne? Zaradi tega, ker če pogledamo otroke, na primer, ali pa gremo v park ali v gost ali ne vem, na njivo z njimi. To sva zdaj že pri potrošništvu, ne? Ki je močno zaznamovalo marsikatero praznovanje v današnjem času. Ja, sigurno, očitno to nekje v sebi želimo, ne? Če pogledamo te novoletne lučke, nas nekje notranje malo osvetlijo, ne? Se pravi, rabimo to neko svetlobo v teh naših včasih tudi temačnih situacijah, ne. Se pravi, da se mogoče obračamo malo preveč na te zadeve, saj ne vemo, kaj je prav, ampak pač razmišljamo na glas, ne. Lahko mogoče malo te zadeve obrnemo drug proti drugemu in na nek način tam poiščemo neko notranjo umiritev, ne. Kot sem že prej rekel, v partnerskem odnosu je definitivno najbolj pomembno, ne. Ali pa v starševskem odnosu. Tudi če so starši recimo ne vem, stari 105 let, pa otroci, ne vem, 80, ne, še vedno mi od njih želimo, da ko pridemo tja k njim na obisk, ne, da so z nami sočutni, da nas spodbujajo, da nas ne kritizirajo, da nas ne žalijo, da nas ne potunkajo, ponižajo, ne. Zaradi tega, ker to najbolj boli, ne, ker mi vedno znova in znova, ne, pa tudi če smo že pač odrasli, ne, hrepenimo oziroma želimo od njih, da nam dajo to en ponos, da nam dajo to eno samopodobo, samozavest in da nas nazaj pošljejo v svet, ne, če nam vas oni tam ne vem, z dvema besedami nas lahko čisto potunkajo, ne. Pa ne govorim slabo o starših. Mi jih, pomembno se zavedati, da jih mi vedno želimo spoštovati, ne, da jih mi vedno želimo v njih verjeti, da mi vedno želimo od njih tam ene spodbudne besede, ne, in definitivno... To je pomembno, da poudarimo, ne glede na starost. Ne glede na starost, če so otroci že odrasli in so starši že stari, morda celo dedki, babice, pradedki, prababice, ni pomembno, ne, ta odnos starši, otroci vedno ostaja nekako zelo podoben. Vedno ostaja podoben in vedno, nikoli nikdar mi njih ne moremo prekositi. Nikoli nikdar jih ne moremo preseči, ne, zaradi tega, ker je to pač en čist drugi sistem, ne, in je največja bolečina, če jih mi tam presežemo oziroma da v naših očeh izgubijo to vrednost, ne, se pravi, oni vedno morajo imeti v naših očeh vrednost, ne, se tudi to so prazniki, pač ta iz krščanskega vidika pač imamo tam Boga, ne, ki je tudi vedno v naših očeh mora biti vedno tisti, ki pač ima neko avtoriteto in je hkrati sočuten, prijazen, nežen z nami, ne. To mi vedno želimo tam, saj na nek način ne rabimo kaj dosti drugega kot samo to neko prijazno besedo in saj vsi poznamo te občutke, ne, in te besede te porinejo oziroma poženejo, ti dajo neko gorivo za tvojo raketo recimo, ne, s katero lahko zopet poletiš v neki svet in prideš zopet nazaj in se napolniš in greš dalje, ne. Tako da je to ena taka vzajemna situacija, ne, pač da se zavedamo tega, da v odnosu lahko največ naredimo drug z drugim, ne. Vse ostale stvari so definitivno dostikrat nepomembne, ne, in vse te raznorazne darila sigurno so nekje pomembna, ampak važna je gesta, ni važna velikost darila, na primer, ne, ob teh praznikih, ali pa velikost šunke, recimo, ne, zdaj, ko smo pač pred temi prazniki, ne. Pomembno je, da smo mi tam skupaj, ne, da smo mi tam skupaj kot eno, da smo mi tam skupaj kot tisti, pač, ko smo nekje kot skupnost nepremagljivi, ne, notranja družinska pač neka skupnost kot nepremagljivi, ne, zdaj mogoče bi lahko rekli še tudi enostarševskih družinah, kaj, ne. Koliko, da nadaljujem to misel, pa se potem vrnemo, koliko znamo v tem načinu življenja biti skupaj ob praznikih prvinski? Koliko znamo
pač prisluhniti tem svojim občutkom, koliko nam je pomembno, da se družimo, da se pogovarjamo, se znamo umiriti sploh in si vzeti čas drug za drugega. Ja, sigurno se znamo, ne, ampak nas je dostikrat tega strah, ne, kaj bo zdaj, na primer, če se jaz odprem, ne, kaj bo, na primer, moj sozakonec oziroma partner, partnerka, kako bo ona odreagirala, on odreagiral na to situacijo, ne, in pol nas je kar malo strah, ne, ponavadi smo kot dva ježa, ne, se pravi, smo z temi bodicami obrnjeni drug proti drugemu, ne, na drugi strani pa je toliko ene nežnosti, toliko ene mehkobe, ne, se ježi imajo tudi tam pač tisti mehki del, ne. Pomembno je, da se oba hkrati obrneta tam pač in se začneta pogovarjati o vseh teh nekih bolečih situacijah, ne, ker to je dostikrat najtežje, oziroma o tem se pogovarjati je dostikrat najtežje, glih zaradi tega, ker nikoli ne veš, kdaj se bo pač partner obrnil proti tebi s tistimi bodicami, ne, in potem to noro boli in se potem še bolj zapremo, ne, zato je pomembno, da pač nekje v sebi začutimo, da pa je pogovor oziroma odnos tisti globlji, pač ko lahko te stvari razreši, ne, in da smo enega dneva pač kot partnerji, zakonci prišli skupaj izključno iz te nežnosti, ne, pol smo pa kar zgradili neke bodice okrog sebe, ne, in to so prazniki tisti, ki pač lahko pomagajo te bodice malo nekje ošiliti, da niso tako ostre, če lahko tako rečem, no. Ja, in vse, kar ste zdaj izpostavili, na kar bi morali biti pozorni ob praznikih, ob praznovanjih, družinskih, osebnih, so v bistvu neka navodila ali neke misli, neki napotki, ki bi jih dejansko morali živeti vsak dan, pa je to zelo težko zaradi te turbulence, ki nas spremlja. Ja, sigurno je pomembno, da se nekako nekje zavedamo vsega tega, ne, in se zavedamo, da pač tudi če nimamo ne vem kjerkoli že pač finančne možnosti, da otrokom ne vem kajkoli že kupimo, pomembno je, da smo mi skupaj tam, to je najbolj pomembno, saj ne rabimo ne vem kjerkoli že bogatstva, ne, saj celo zgodovino ljudje niso imeli nobenega bogatstva in so bili bolj srečni kot mi zdaj, ne, ker smo se mogoče malo preveč usmerili v to neko materialno držo in imamo občutek, da nas to nekje zadovolji, ne, hkrati pa nam to jemlje to eno moč in nas kar malo zagradi v en balonček, ne, se pravi, da se kar malo omejimo, kar se vsega tega tiče in postanemo nekako zaprti, ne, za te čutenja. Prazniki, ki so pred vrati, pa tudi vsi naslednji, ki se bodo še zgodili v letu 2019, pa nasploh v življenju, so torej lahko dobra priložnost, da se zbližamo, da si vzamemo čas zase, da pogledamo vase, da se umirimo. Vse tole, kar ste zdaj našteli, upam, da bo uspevalo čim bolj v prihajajočih dneh tudi našim gledalkam in gledalcem. Sicer pa, Andrej, ste zakonski in družinski terapevt, izvajate v Murski Soboti tudi različne terapije in prav je, da ob koncu najinega pogovora omeniva tiste, ki bodo v prihodnje in se jih bodo lahko udeležili brezplačno. Ja, v bistvu izvajamo pač družinske, partnerske tudi terapije za otroke, ne, ki delamo z lutkami, pač z igračami in nekako predvidevamo, da bomo pač preko projektov lahko tudi te stvari nadalje izvajali brezplačno oziroma tudi za tiste, pač, ki lahko si to privoščijo plačljivo, ne, tako da tudi skupine se bo izvajale oziroma so se že izvajale v preteklosti za raznorazne problematike, kot so pač, ne vem, ločitve, kot so problematike, kar se tiče dela z otroci in vseh teh stvari, no. Tako da so gledalke in gledalci povabljeni, da spremljajo tudi na vaši spletni strani vaše delo. Morda jim kdaj kakšne informacije pridejo še kako prav v življenju. Pa za konec, preden se posloviva, je še vedno tukaj pri nas, v naši regiji, v Pomurju, so to vrstne aktivnosti še vedno nekako tabu. Se jih bojimo ali se vključujemo v zakonske in družinske terapije? Ja, v bistvu tabu, se to nasplošno en tabu, ne, se Prekmurska regija ni izvzeta, ne. Lahko bi rekli pač, koliko sem spoznal te ljudi tukaj v Prekmurju, Pomurju, ne, to so eni odprti, dobrosrčni ljudje, ki dostikrat trpijo zaradi enih stvari, ki naj bi bilo potrebnih, ne. Se pravi, dajmo se zavedati, da je odnos tisti, ki ogromnokrat rešuje ogromno enih stvari. Najlepša hvala za pogovor. Hvala vam.
Nespečnost je še ena tegoba, s katero se soočajo mnogi, ne glede na starost in neko življenjsko obdobje. Polonca Fijana Novak, magistra farmacije, kdo vse se nekako srečuje s to težavo in zakaj? Res je, nespečnost je pravzaprav izjemno pogosta težava, zaradi katere se tudi ljudje uglasijo v lekarni. Kot ste rekli, nekako ni pravzaprav obdobja v človekovem življenju, kjer ne bi lahko pokukala vsaj tu in tam kakšna težava z nespečnostjo. To se pravi, nikakor težava ni samo rezervirana za mogoče starejšo populacijo, kot kdo zmotno misli, ampak se s to težavo spopadajo tudi ljudje v aktivni fazi življenja, tudi navsezadnje vedno več je mogoče mladostnikov zaradi takšnih in drugačnih težav. Kaj so vzroki? Zagotovo vzrokov je izjemno precej. Težko pa, bom rekla, ugotovimo, kdaj pravzaprav gre za nespečnost. Včasih reče kdo, spim samo 5 ur, ampak če je spočit, če normalno funkcionira, če je dovolj zbran naslednji dan, pravzaprav težko govorimo, da spi premalo. Pomembna je kvaliteta, ne toliko kvantiteta. Pa vendarle neki vzroki obstajajo, zakaj prihaja do nekih težav, da ali težko zaspimo, ali da se ponoči zbujamo in da ne moremo zaspati nazaj, ali so morda tiste moraste sanje. Tudi to namreč spada nekako v to sklop težav nespečnosti. Vzroki, rekli sva, različni, od tistih kratkotrajnih, ki jih vsi poznamo, neke določene skrbi se nakopičijo, stresni faktor v našem življenju je izjemno pogost, ki nam marsikakšno uro spanca prežene ali celo več dni spanca prežene, potem mogoče skrb za družino v sploh v današnjih časih, ekonomsko nepredvidljivih časih, bom rekla. To se pravi, tu so najpogostejši vzroki. Tudi lahko morda omeniva vzrok, ki pa je nekoliko bolj optimističen, to se pravi, morda se veselimo kakšnega dogodka, recimo otroci pogosto, ko grejo na kakšni izlet, na letovanje in ne morejo spati, odrasti mogoče kakšnega pomembnega dogodka, ki nam je, ne da nas navdaja z strahom, ampak z nekim veseljem, pričakovanjem. Vznemirjenost, Tako vznemirjenost, tudi tukaj je lahko vzrok nespečnosti. Govorimo o kratkotrajnih nespečnostih. Je pa lahko dolgotrajnejša nespečnost tudi pokazatelj neke resne bolezni? Zagotovo, kratkotrajna pravzaprav ni problematična, dokler se ne soočimo s tem, da iz dneva v dan, iz tedna v teden, morda iz meseca v mesec ne moremo spati. Tukaj lahko zaznamo izjemno velik vpliv na našo zdravstveno stanje. Navsezadnje po noči vemo, če spimo, se telo regenerira. To se pravi, mi se zbudimo spočiti, z energijo, dobre volje, lažje opravljamo vsakodnevna opravila. Navsezadnje, krvni tlak nam po noči nekoliko pade in tisti, ki manj spijo ali pa ne morejo spati, lahko imajo navsezadnje težave z srčno-žilnimi obolenji, več je možganskih kapi, več je srčnih kapi, več je hipertenzije, to se pravi povišanega krvnega tlaka. Navsezadnje vpliva nespečnost, težave z spanjem na našo fazo sitosti ali lakote, torej če dovolj spimo, nam ta hormon, ki nam kaže lakoto, upade, hormon sitosti se poveča in tukaj je, to se pravi, dobrodošlo. Ko je obratno, lahko nekako nas skrbi stanje potem prekomerne telesne teže, namreč hormon lakote se poveča in to seveda vodi v več prehranjevalnih oziroma več hrane tudi tekom noči. Potem lahko govoriva o težavah, kar se tiče odpornosti. Vemo, po noči se telo, smo rekli, regenerira, naš imunski sistem ima dovolj časa, da se obnovi, vsaka celica se pravzaprav obnovi in odpornost je dobra. Vkolikor spanca več dni zapored, mesecev zapored ni, zagotovo lahko pade odpornost, več obolenj, seveda tudi sladkorna bolezen, izjemno povečana, tesnoba, panični napadi, depresija. Lahko bi rekli, da je od našega spanja pravzaprav veliko odvisno. Ne bomo rekli celotno življenje, pa vendarle vsi tisti pomembni faze v našem telesu, tudi cirkadialni ritem, kot so v eni izmed prejšnjih oddaj že govorile, pravzaprav na to tudi vpliva stanje spanja, stanje budnosti. Kaj svetujete tistim ali kakšne rešitve jim ponudite, ko se pri vas v pomurskih lekarnah oglasijo in potožijo, da se borijo z nespečnostjo? Zagotovo tukaj lekarniške police se šibijo od pripravkov, lahko nekoliko omeniva tudi zdravila, ki se dobijo na recept, to se pravi, ko so predpisana strani zdravnikov, so dobrodošla, sploh ko ni česa drugega nekako človeku
to simptomatiko ne oblaži, to se pravi, kljub temu, da posegajo po določenih prehranskih dopolnilih, pravi ljudje, spanja ni in ni in ni. Takrat so dobrodošla uspavala na recept, vendar tukaj pozor, uspavala vodijo v višanje odmerka, to se pravi, za enako dosego učinka potreben višji odmerek, imajo tudi stranske učinke, kot vsa zdravila seveda, tako da vedno rečem, pustimo jih za na konec, če drugega ne bo pomagalo. Tako za zadnjo možnost, sicer pa vemo, če se osredotočimo na zelišče, hmelj, pasijonka, melisa, meta, to so šentjanževka, odlična zelišča, ki nas lahko zelo dobro nekako zazibajo v spanec. In na vse zadnje, razen teh raznih čajev, tablet in kapsul, tudi tiste naše spalne navade, na katere včasih ne pomislimo, to se pravi, tukaj higiena spanja je izjemno pomembna. Kar to pomeni? Pomeni, hodimo spat ob isti uri, tudi ko so nekako vikendi, dopusti in tako naprej. Če ne moremo zaspati, dajmo se ostati, gremo morda v drug prostor, delamo nekaj sproščujočega, kar nas veseli, kar nas ne navdaja z skrbjo ali z nekim strahom. Kakšen sprehod tik pred spanjem, bom rekla, umirjen sprehod je dobrodošel, umirjena glasba je dobrodošla, tudi bom rekla, kakšna kopel, vendar ne preveč tik pred spanjem, to se pravi nekoliko prej, pa verjamem, da tisto stvar, ki pa jo pogosto nekako na njo ne pomislimo, če bomo to vpeljali v življenje, bomo lahko tudi bolje spali. To pomeni, odženimo skrbi, nadležne misli, ki so po noči morda veliko bolj črne, kot se potem v realnosti pokaže, dajmo to nekako na stran, po noči pustimo nekako dobrim mislim prosto pot, tiste slabe pa morda ohranimo za drug dan in jih bomo reševali, ko bo do tega prišlo. To je pravzaprav tisto, kar bi nam lahko pomagalo do boljšega spanja, zazibalo v prijeten spanec in to tudi seveda našim gledalcem želim. Hvala lepa za te nasvete. Hvala tudi vam. Takole, drage gledalke in gledalci, še ena pomladna oddaja Vita življenje je lepo je za nami. Spremljate nas na naši Facebook strani Vita življenje je lepo in na naši spletni strani vitazivljenje.si. Želim vam, da prihajajoče praznične in pomladne dni preživite čim lepše. Ne nastavljajte bodic drug drugemu. Pogosteje pokažite svojim bližnjim svojo nežno plat. Srečno!